Zadnja medsebojna tekma z Domžalami v tej sezoni in še tretja zmaga. Tokrat tekma brez preobratov, v prvem polčasu dvakrat Ognjen Modrinski, za končnih 2-0 in potrditev vodstva na lestvici ter pozitivna energija za večni derbi. V primerjavi z zadnjo tekmo je Radovan Karanović opravil kar nekaj menjav. Po premoru sta se vrnila Nemanja Mitrović in Martin Milec v obrambo. Drugič šele v spomladanskem delu sezone je začel Rok Kronaveter. Začelo se je na najboljši možen način, po visokem presingu je Repas odvzel žogo, Kronaveter pa nesebično podal do Modrinskega v 8. minuti 1-0. V 16. minuti priložnost za izenačenje, z razdalje je streljal Kupović, žoga se je nerodno odbila, Ažbejuk pa se je prvič na tekmi izkazal. Le 2 minuti kasneje priložnost za povišanje vodstva, krasna akcija, potem pa strel Repasa z razdalje, po odbitku pa Kronaveter v domačega vratarja. V 34. minuti so domačini znova zapretili, tokrat prek kota, z glavo je Kupović mimo. Še 2 priložnosti za Maribor za povišanje vodstva do konca prvega polčasa, najprej v 40. minuti po podaji Ivanovića z glavo Žugelj. Krasno akcijo pa sta uprizorila Žugelj in Repas v 42. minuti, na koncu je Žugelj zavrnil žogo, Repas streljal, toda domačini so odbili pred golovo črto. Vendarle pa se je šlo za povišanje prednosti ob koncu prvega polčasa. Po odbitku je Antoine Makumbu krasno zaposlil Ognjena Modrinskega, ta pa je nanizal 3 domače nogometaše in na koncu zanesljivo zaključil mimo vratarja za povišanje prednosti in odhod v slačilnico z 2 goloma naskoka. Spomnimo se te zadnje tekme tukaj, ko smo vodili in smo se v bistvu zaigrali. Sedaj smo pa nekaj smo se naučili z zadnje tekme in smo tekmo pripeljali do konca tako kot treba. V drugem polčasu bolj umirjen tempo in bistveno manj priložnosti kot v prvem polčasu. Prva priložnost se je ponudila domačim, toda odlično je reagiral še drugič v tej tekmi Ažbejuk. Ob številnih menjavah je tempo vidno padel, mariborska ekipa je na svoji polovici dobro zaustavljala vse nalete domačinov, ki pretirano nevarni niso bili. Le ob koncu tekme je najprej poizkusil Jakupović z prostega strela, na koncu pa še Žiga Repas, toda bratski duel je dobil tokrat starejši brat Jan, eden najboljših v mariborskem dresu. Spet, hvala Bogu, je na delu bil Ognjen Modrinski z 2 zelo, bi rekel, lepa gola. In tudi lahko rečem, da smo v tekmu prišli zelo dobro odprli tekmo, kar je bilo zelo pomembno do današnje tekme. Tako da pohvale igralcem res za ves trud, kar so ga danes naredili. Zelo pomembna zmaga, zdaj se moramo maksimalno pripraviti na derbi in mislim, da je tudi dokončno čas, da Olimpijo zmaga na našem igrišču. Z novo zmago ostajamo torej na vrhu lestvice, kar je idealna popotnica za večni derbi, zato vsi v Ljudski vrt, sobota 15:08 zvečer.